stališče Slovenske ljudske stranke do imenovanja slovenskega člana Evropske komisije? Ja, pogledajte, mi smo svoje mnenje že povedali, takrat, ko smo skupaj Novo Slovenijo vložili predlog, da glede na to, da v tem trenutku vlada ni več kompetentna za imenovanje Evropskega komisarja, da bi bilo prav, da pri imenovanju Evropskega komisarja sodeluje tudi zmagovita stranka na teh evropskih volitvah. Dejstvo je, da je Slovenska demokratska stranka tista, ki so ji volivci na teh evropskih volitvah namenili največ glasov in če hočemo več demokracije, potem je dejansko prav, da bi tudi v tem primeru zmagovita stranka imela več besede pri odločanju o Evropskem komisarju. Pa ne samo zmagovita stranka, ne nazadnje tudi državni zbor. Tudi državni zbor bi bilo prav, da bi ne nazadnje razpravljal o Evropskem komisarju, ker dejstvo je, državni zbor res da je razpuščen, ampak ima še polna pooblastila, medtem ko vlada pa absolutno ni več kompetentna za imenovanje Evropskega komisarja v tem primeru in zato smo seveda mi skupaj z Novo Slovenijo tudi vložili takšen predlog. Kaj pa potem samo imenovanje? Kdo bi v tem primeru, ko vlada upravlja zgolj tekoče posle, po vašem prepričanju lahko imenoval komisarja? Omenili ste že v sodelovanju z zmagovito stranko. Ja, pogledajte, ta vlada sigurno ne, verjetno bi bilo pač potrebno počakati na imenovanje nove vlade, ampak vsekakor ta vlada bi seveda absolutno morala upoštevati nazadnje tudi predlog zmagovite stranke na evropskih volitvah in pa tudi predlog državnega zbora. SDS je na izvršilnem odboru sprejel sklep, da bi naj imenovanje upravil kar predsednik republike, ker naj bi to Lizbonska pogodba dovoljevala. Se s tem strinjate, glede na situacijo z vlado, kakršno imamo trenutno? Ja, seveda, na osnovi razprave v državnem zboru bi bilo verjetno to smotrno in pametno narediti. V tem trenutku je to seveda težko reči, ali se pač mi s tem strinjamo ali ne, ampak še enkrat, to se pravi v tem trenutku, ko na dnevni red državni zbor daje tiste najpomembnejše zakone oziroma tiste zakone, ki naj bi jih nekje še pripeljali do konca, bi bilo prav, da v tem času obravnavamo tudi to imenovanje Evropskega komisarja. Na kakšen način, ali ga lahko imenuje vlada, ali lahko Evropskega komisarja predlagamo oziroma imenujemo na kakšen drugačen način. Samo še to me zanima, glede na to, da vlada predlaga Evropskega komisarja, lahko ga tudi odpokliče. V primeru, da zdaj vlada postavi enega človeka, ki ne bi bil sprejemljiv recimo za vlado, ki bo prišla po teh prihajajočih volitvah, kaj se bo Slovenija s tem naredila, če bo odpoklicala svojega kandidata tudi v očeh Evrope? Ja, to ni dobro. Ne. To v luči Evrope seveda ni dobro, nikakor ne. To bi pravzaprav še enkrat pokazalo Evropi, kako težko dejansko v Sloveniji pridemo do nekega kompromisa, do nekega sodelovanja, do nekega soglasja. In seveda ta nevarnost obstaja, da bi naslednja vlada odpoklicala tega Evropskega komisarja, zato se absolutno tej zgodbi moramo izogniti in seveda tej možnosti. Izognemo se pa lahko samo na ta način, da se vlada odpove temu imenovanju, ker ne nazadnje, ne samo, da ni kompetentna, to bi bilo tudi zelo nehigienično strani sedanje vlade v razpustu. Bi bil Milan Zver primerni kandidat po vašem mnenju? Poglejte, tako kot sem že prej povedal, zmagovita stranka je tista, ki ima nenazadnje tudi pravico, da pač predlaga kandidata. In v tem primeru je Slovenska demokratska stranka to tudi storila. Hvala. Ja, hvala vam.